Pestro festivalsko dogajanje v stari del Maribora vsako leto pritegne do 500 000 obiskovalcev. To je lahko samo na Lentu in to v Mariboru. Malo, da se podružimo, lepo je. Kad se dogaja v Mariboru, drugače tako nič ne dogaja. A lahko se zgodi, da Mariborčani letos ne bodo deležni festivalskega vrveža. Narodnemu domu, ki festival pripravlja, namreč manjka 220 000. Jaz v tem momentu ne morem definitivno reči, da festivala Lent ne bo. Če bom moral sam odločati na podlagi tega, seveda to lahko tudi rečem, zaradi tega, ker v tem momentu vira ne vidim. Občina je letos že primaknila 250 000 evrov. O tem, da bi luknjo podobno kot lani znova reševala mestna blagajna, pa mestni svet ni želel razpravljati. Mi zahtevamo, da se ta festival prilagodi stanju finančnemu v državi, pa tudi v mestu. A to smo že storili, pravi Rukavina, in proračun Lenta v zadnjih 2 letih oklestili za 500 000 na 1,2 milijona evrov. Pod to enostavno iti ne moremo, razen za drastičnim rezom, ki bi recimo pomenil, da ukinemo glavni oder. Čim ukinemo glavni oder, potem to pomeni, da festival Lent več ni festival Lent. Mogo bi biti vseeno, ker to je le nekaj dobrega za Maribor. Jaz upam, da bodo uspeli se dogovoriti do konca. Jaz mislim, da bi lahko vložili, zato ker bodo verjetno več dobili. Kljub temu, da ima Lent vsako leto manj sponzorjev, župan prav v tem vidi rešitev. Smo že enega sponzorja oziroma donatorja pridobili. Torej vidite rešitev v iskanju teh dodatnih donatorjev? Nekaj v iskanju dodatnih donatorjev, videti, kaj se da še na občini narediti. Grožnje odpovedi Lenta so v zadnjih letih postale že prava folklora, ki pa je na to vendarle priplesala festivalski vrvež.